Prav na današnji državni praznik praznujemo 25. obletnico obstoja naše brigade. Ker pa so enote 72. brigade vse od svojih začetkov tesno povezane z okoljem, v katerem njeni pripadniki in pripadnice živijo in delajo, nas zelo veseli, da je danes z nami tudi župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec. Maribor se je že sinoči skupaj z 72. brigado posvetil današnjemu državnemu prazniku in spominskemu dnevu mestne občine Maribor, dnevu generala Maistra. Ob tako pomembnem prazniku za 72. brigado Slovenske vojske naprošam gospoda župana za njegov nagovor. Gospod župan, prosim. Dragi spoštovani, lepo pozdravljeni. Maribor je ponosni gostitelj polovice Slovenske vojske. Vemo, kaj to pomeni. V zgodovini je mesto vedno znova znalo se postaviti na pravo stran. In skupaj z vami nam tudi v prihodnje nič ne bo težko. Čestitam k vašemu prazniku in danes skupaj praznujemo. Vse dobro. Hvala gospodu županu. Spoštovani, ob današnjem častitljivem jubileju je seveda prav, da nas nagovori poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, brigadir Franc Koračin. Poveljnik, prosim. Hvala. Spoštovani gospod župan, dr. Andrej Fištravec, spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Milko Petek, cenjeni gostje, brigadirji in poveljniki Slovenske vojske, naši bivši sodelavci in sodelavke, drage pripadnice in pripadniki 72. brigade. Veseli me, da vas lahko pozdravim v vojašnici generala Maistra na ta praznični dan. Danes praznujemo vsi skupaj. Republika Slovenija praznuje državni praznik generala Rudolfa Maistra. Mestna občina obeležuje spominski dan generala Rudolfa Maistra. 72. brigada Slovenske vojske pa dan brigade in obstoja lete že 25 let v vojašnici generala Rudolfa Maistra. Kot je bilo že povedano, že sinoči smo v veliki dvorani Narodnega doma v Mariboru skupaj z našimi dolgoletnimi gostitelji, domačini in prijatelji, meščani mestne občine Maribor obudili spomine na te dogodke. Prav dogodki po prvi svetovni vojni v mestu ob Dravi so privedli k kasnejšemu oblikovanju naše države in seveda tudi severnih mej. In odločitev Maistrovih borcev skupaj za slovenski narod je tudi moto naše brigade, skupaj zmoremo. Že 25 let je minilo od jesenskih dni v leto 1992, ko je bilo ustanovljeno poveljstvo brigade v obrambni strukturi Republike Slovenije. V tem obdobju je bila 72. brigada večkrat preoblikovana. V njeni sestavi so bili zastopani skoraj vsi rodovi Slovenske vojske. Artilerija, inženirija, pehota, oklep in še bi lahko našteval. Delali smo že skoraj vse. Naučili smo se tudi plavati in če bo potrebno, se bomo v prihodnje tudi naučili leteti. V preteklosti se je naše poslanstvo spreminjalo, vendar smo pripadniki 72. brigade ostali vedno isti. Neomajni, predani svojemu poklicu, državi in naši domovini, Republiki Sloveniji. Prav ta predanost se izraža v dosežkih brigade. Spominjam se ponosnega prihoda naših pripadnikov ob vrnitvi iz mednarodne vojaške vaje Saber Guardian 2017, ki je potekala od Nemčije preko Poljske, Madžarske, Romunije, Bolgarije pa vse tja do Gruzije. Enako sem bil ponosen na pripadnike bataljonske bojne skupine ob doseganju certifikata Kreva. Le malo kateri enoti med našimi zavezniki je uspelo doseči tako visok standard. Bili smo prvi, ki smo sredi noči priskočili na pomoč policiji
pri obvladovanju migrantske krize v Sloveniji. Bili smo, pa kaj bi vam govoril, se sami veste. Bili smo in vedno bomo, tudi sedaj, ko gradimo srednjo bataljonsko bojno skupino. Še marsikaj moramo narediti na tem področju, a tudi to bomo postorili, kot smo vedno doslej. Iskrena hvala za ves vaš trud, za vašo predanost, za vaš odnos do enote, do Slovenske vojske, do Republike Slovenije in do naše domovine. Predvsem pa hvala za to, da vedno znova lahko računam na vas. Spoštovani, iskrene čestitke ob današnjem skupnem prazniku. Hvala vsem, ki ste nas počastili s svojo prisotnostjo in lep dan še naprej ob skupnem druženju. Hvala lepa. S svojim obiskom nas je ob našem prazniku počastil tudi poveljnik sil Slovenske vojske. Prav je, da nam kot slavnostni govornik danes spregovori prav on. Brigadir Petek, prosim. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, pripadnice in pripadniki 72. brigade Slovenske vojske, bivše pripadnice in pripadniki ter poveljniki 72. brigade Slovenske vojske, spoštovani gospod župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, cenjeni predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij, dragi gostje, lepo pozdravljeni. Včeraj sta 72. brigada Slovenske vojske in mestna občina Maribor skupaj obeležili današnji državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Na ta način brigada in mestna občina izkazujeta generalu Rudolfu Maistru posebno spoštovanje in častita spomin na dan, ko je leta 1918 soborci osvobodil mesto Maribor. S tem izkazujeta svoje globoko spoštovanje do generala, ki je razumel vlogo vojaške organizacije pri zavarovanju slovenskega narodnega ozemlja in ga je zavaroval z odločnimi vojaškimi akcijami. Tudi vojašnica, v kateri domuje 72. brigada Slovenske vojske, nosi ime generala Rudolfa Maistra. Lik generala Maistra nam je vzor, pojem voditelja in motivatorja. Vrednote, ki jih pooseblja, skrbno privzgajamo vojaškim voditeljem na vseh ravneh. Samozavest, občutek za soljudi in domoljublje nam pomagajo, da znamo na različnih nalogah doma in v tujini ubirati pravo pot ter v splošni globalizaciji ohranjati slovenski duh. Maistrove osebnostne vrednote krasijo večino pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. To še posebej velja za pripadnice in pripadnike 72. brigade Slovenske vojske, ki je v svoji 25-letni zgodovini prehodila prepoznavno pot in zaznamovala pot razvoja in delovanja Slovenske vojske. Enoto, ki predstavlja enega ključnih elementov pripravljenosti in sposobnosti za uresničevanje poslanstva Slovenske vojske. Enoto, ki je ena od nosilk izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na vojaškem področju, je vzgled prizadevanj pri nudenju pomoči državljanov Republike Slovenije v stiski ali ogroženosti ob naravnih in drugih nesrečah, je prepoznavna po svoji vojaški drži, strokovnosti, motiviranosti in etičnem ravnanju in je vzgled drugim enotam Slovenske vojske. Pripadnice in pripadniki 72. brigade Slovenske vojske. Tudi v zadnjem letu ste s trdnim delom, odrekanjem, vztrajnostjo in neomajnostjo zelo uspešno dosegli več vojaških ciljev. Sodelovali ste na mnogih usposabljanjih in vajah doma in v tujini, ki so povečala vašo usposobljenost za upravljanje različnih nalog. Med temi še posebej izpostavljam odlično organizacijo in uspešno sodelovanje na mednarodni vojaški vaji Saber Guardian 2017, kot enega od pomembnih korakov pri izgradnji bataljonske bojne skupine. Nosili ste velik delež bremena obvladovanja migrantske situacije, kjer še vedno podpirate civilno policijo.
V zahtevnih časih ste uspeli doseči vse zadane cilje, kar je tudi rezultat dobrih medsebojnih odnosov, ki krasijo vašo enoto. Izkazali ste verodostojnost, profesionalnost in zavzetost slovenskega vojaka, s čimer prispevate k ugledu Slovenske vojske doma in v tujini. Zahvaljujem se vam za vso vaše odlično upravljeno delo v preteklem obdobju. V prihodnje vas čakajo novi, pomembni izzivi, zaključek in preverjanje usposabljanja bataljonske bojne skupine, vzdrževanje vzpostavljenih zmogljivosti, prevzem mednarodnih operacij in misij v tujini in zagotavljanje moštva za upravljanje ključnih nalog Slovenske vojske v domovini, pri čemer poleg drugih posebej izpostavljam podporo državnim organom pri zagotavljanju varnosti in pomoči državljankam in državljanom v primeru obvladovanja posledic naravnih nesreč ter nalog na področju civilno-vojaškega sodelovanja. Prepričan sem, da se boste še naprej tako uspešno spopadali izzivi in da boste, tako kot v preteklosti, vzgled učinkovitosti. Pričakujem, da boste posebno pozornost posvetili ohranjanju zdravih in profesionalnih medsebojnih odnosov in vzornega vojaškega kolektiva, kar je eden od temeljev doseganja zahtevnih ciljev, ki brigado čakajo v naslednjem obdobju. Želim tudi, da 72. brigada Slovenske vojske in mestna občina Maribor nadaljujeta že leta odličnim sodelovanjem in iščeta skupne točke in načine sobivanja in sodelovanja tako, da lahko drug drugemu pomagata pri doseganju posameznih in skupnih ciljev. Spoštovane pripadnice in pripadniki 72. brigade Slovenske vojske. Iskrene čestitke ob dnevu Rudolfa Maistra in še posebej ob dnevu vaše enote. Želim, da vaš 400-letni jubilej primerno obeležite in izkoristite današnji in naslednje dni ter vikend za prijetna družabna srečanja ter počitek. Hvala lepa. Spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Milko Petek, poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, brigadir Franc Koračin, župan mestne občine Maribor, gospod dr. Andrej Fištravec, pripadnice in pripadniki 72. brigade in ostali cenjeni gostje, lepo pozdravljeni. Ob tej priložnosti bi se najprej rad zahvalil vsem, ki me v moji vojaški karieri podpirajo, usmerjajo ali stojijo ob strani na drug način. S poklicem vojaka sem se prvič srečal leta 2009 na prostovoljnem služenju vojaškega roka v Vipavi. Tam sem ugotovil, da sem našel svoje mesto v tej družbi ter s tistim dnem usmeril vojaški poklic vse moje cilje ter energijo. Moja profesionalna vojaška kariera se je začela leta 2011 kot vojak prav tu v 74. motoriziranem bataljonu. Kmalu zatem sem se udeležil priprav za misijo ISAF-18 in se leta 2012 odpravil na misijo v Afganistan. Povezanost kolektiva in usklajenost pri upravljanju nalog mi je pomenilo smisel ter namen in mi dalo vedeti, da sem na pravi poti. Po vrnitvi v domovino sem bil prerazporejen v 20. pehotni polk, udeleževal sem se raznih vaj doma in v tujini, kjer je enota dosegla zmogljivost motorizirane bataljonske bojne skupine. Zatem je sledila moja druga misija, tokrat na Kosovo. Po vrnitvi iz le-te pa sem v okviru moje vojaške kariere opravil še en korak naprej in bil letos napoten na desetniški tečaj, ki sem ga tudi uspešno zaključil. Domoljubje, čast, lojalnost, predanost, pogum ter tovarištvo so vrednote, ki so me pripeljale do tega dne, ko stojim ponosno pred vami. To priznanje mi je veliko čast in dokaz, da sem skozi leta bil na pravi poti ter delal dobro delo. Moje delo v Slovenski vojski se bo nadaljevalo v tako profesionalni meri kot do sedaj ali še bolj. Hkrati mi to priznanje predstavlja tudi motivacijo za postavitev mojih ciljev še više. Najlepša hvala ter lep dan vsem skupaj še naprej. Hvala desetniku Jovanoviču. Cenjeni gostje.